Glede, Ministrstvo za notranje zadeve bi ob strokovnem delu moralo posumiti, da je številom tako imenovanih izbrisanih nekaj narobe, že v podatkih o osebah, ki so bile upravičene do dopolnilnih odločb. To število se je namreč tudi zmanjševalo in kljub pregledom različnih evidenc ni povečevalo. Eden od dokumentov dokazuje, da je 496 oseb po pomoti vpisanih v register, kar predstavlja 7% napako pri podatkih, ki naj bi bili že preverjeni. Razlika med štetjem tako imenovanih izbrisanih leta 2002 in 2009 predstavlja 28,7% razliko. In Ministrstvo za notranje zadeve je leta 2009 razpolagalo z lastnim dokumentom, ki smo ga dobili po naši zahtevi in ga je 12.6.2002 podpisal državni sekretar takratni, naslovljen pa je bil na takratnega ministra gospoda Rada Bohinca. In v istem mesecu, junija 2002, je Ministrstvo za notranje zadeve po računalniških evidencah pridobilo podatek o 29.064 tako izbrisanih osebah. V dokumentu so razčlenjeni podatki o osebah, katerim po računalniški evidenci registra stalnega prebivalstva ni bilo mogoče z gotovostjo ugotoviti statusa oziroma državljanstva. Zato je Ministrstvo za notranje zadeve takrat razposlal na upravne enote podatke o osebah, za katere ni z gotovostjo poznal statusa in dobil za 16.913 oseb naslednje rezultate. In ta dokument so imeli zdaj, ko so šteli v letu 2009. Da je 76 oseb državljanov Republike Slovenije. Da je 15 oseb državljanov Republike Slovenije odjavljenih pred 26.2.1992. Da je 9528 oseb državljanov naslednic SFRJ se odjavilo pred 26.2.1992. 1231 oseb državljanov naslednic SFRJ se je odjavilo po 26.2.1992. 123 oseb je z odločbo črtanih iz registra stalnega prebivalstva. 444 oseb je odpuščenih iz državljanstva Republike Slovenije. 51 oseb je prejelo negativno odločbo po 40. členu Zakona o državljanstvu. 316 oseb je tujcev s stalnim prebivališčem, vendar nimajo urejenega tujskega statusa. 561 oseb je umrlo. 81 oseb je bilo v sistem pomotoma vneseno dvakrat. 282 oseb je v register prišlo pomotoma. In 4205 oseb je tujcev, državljanov, naslednic nekdanje SFRJ, ki jim je stalno prebivališče prenehalo zaradi določb 81. člena Zakona o tujcih. Ministrstvo za notranje zadeve je moralo razpolagati tudi s podatki upravnih enot za vsakega od teh preverjenih 16.913 oseb, zato je ležernost ministrstva ob štetju leta 2009 in tudi odgovornih do teh podatkov ni možno racionalno pojasniti. Odgovornim osebam Ministrstva za notranje zadeve in ministrici se kljub 3-mesečnemu delu pri analizi strukture tako imenovanih izbrisanih v letu 2009 ni zdelo potrebno raziskati, kje so vzroki povečanja števila tako imenovanih izbrisanih. Seveda zapleti pri ugotavljanju števila tako imenovanih izbrisanih so bili vsa ta leta vir pravno-ustavnih političnih zapletov in tako naprej. Spomnimo se, prva številka, ki se je pojavljala v javnosti v letih 97, je bila 130 000 izbrisanih. Potem je ta številka padla na 83 000 oseb. In tako se je nižala vse skozi do 18.305. Zdaj se je kar naenkrat številka povečala na preko 25 000. Ampak dejstvo je, da dejansko izbrisanih oseb je pa toliko, koliko je izdanih odločb. In teh odločb je izdanih po mojih podatkih med 6 in 7 000. In nič več. Torej, izvorni vzroki, ki so povzročili dolgoletno reševanje statusa tako imenovanih izbrisanih oseb, so zelo kompleksni. To se strinjam in to je dejstvo. Eden od vzrokov, ki je generiral te zaplete, je tudi problem verodostojne evidence oseb, ki so po uradni dolžnosti preneseni iz registra stalnega prebivalstva v registr tujcev. Iz obravnavanih dokazov je bil problem prisoten tudi leta 2009. In to pa je razlog,
zakaj je bila ustanovitev preiskovalne komisije smiselna. Pred začetkom dela preiskovalne komisije se je postavljalo vprašanje, da bi nepravilno štetje lahko imelo dve vrsti posledic. Ali po štetju iz leta 2003 ne bi bili deležni poprave krivic vsi, ki jim to po odločbi Ustavnega sodišča pripada, ali pa, da bi po štetju iz leta 2009 bili tega deležni tudi tisti, katerim to enostavno ne pripada. In ob štetju in izdajanju dopolnilnih odločb iz leta 2002 do 2004 je ministrstvo naredilo strokovno napako, ker so odločbe izdajali ljudje po podjemnih pogodbah na sedežu Ministrstva za notranje zadeve. Zakaj tako menim? Vkolikor bi takrat delal upravne enote, kjer so bili pravi podatki, ne bi prihajalo do takih zapletov in jasno, da bi izvedba bila bistveno cenejša. Po izračunu preiskovalne komisije je strošek izdane dopolnilne odločbe stal okrog 34 evrov. In zmedo glede uradnih baz in težav, s katerimi se sooča Ministrstvo za notranje zadeve, dokazuje tudi njihova navedba, da do razlike v podatkih prihaja iz razloga, ker je sistem živa baza, oseb listin in se podatki vsakodnevno spreminjajo in dopolnjujejo. Vnašajo se podatki o dovoljenih za prebivanje, sprejem in državljanstvo in tako naprej. To smo dobili iz enega od dokumentov, ki so ga poslali z ministrstva. Ampak tukaj se sprašujem, ob točnih evidencah, do razlik ne more priti, ker se za problem samo ugotavlja, koliko oseb je bilo z dnem 26.2.92 preneseno iz registra stalnih prebivalcev v registr tujcev, ne glede na kasnejše spremembe statusov teh oseb. In enako nelogično je tudi trditev ministrstva, da je do razlike prišlo zaradi sprememba upravljavca baz, ker taka sprememba ne sme spremeniti podatka niti pri enem državljanu. In nelogična argumentacija nakazuje na resne težave oziroma notranje težave na Ministrstvu za notranje zadeve. Zdaj, odločba Ustavnega sodišča v 8. točki določa, da Ministrstvo za notranje zadeve pač mora po uradni dolžnosti izdati dopolnilne odločbe o ugotovitvi njihovega stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji od 26.2.92 dalje. Seveda si to uradno dolžnost lahko razlagamo vsak po svoje. In politika si ga razlaga vsak po svoje. Tudi moje mnenje je, da je individualna obravnava nekaj drugega kot to, da mu samo po uradni dolžnosti izdaš dopolnilno odločbo, če je na spisku. Jaz mislim, da bi bilo potrebno, da bi vsakega posameznika preverili z individualno obravnavo, tako da bi ga povabili in se z njim pogovorili, kakšni so bili razlogi za takratno, da se takrat ni uredil tega statusa. Morda bi namenil nekaj besed še razmerju med preiskovalno komisijo in Ministrstvom za notranje zadeve. Nekaj okrog spiska tistih 28 oseb, ki jih je naša komisija želela pridobiti, ki so po podjemnih pogodbah izvajale izdajanje dopolnilnih odločb po letu 2004. Osnovni razlog za zahtevo je bil primarno preveriti, ali je ravnanje s podatki ob izdajanju dopolnilnih odločb vplivalo na kasnejše težave pri ugotavljanju števila tako imenovanih izbrisanih oseb. Ministrica Katarina Kresal je v svojih odgovorih parlamentarni preiskovalni komisiji vztrajno poskušala potakniti domnevo, da bi predaja omenjenega spiska povzročila politizacijo uslužbencev na običajnih delovnih mestih, ter da je tendenca preiskovalnih komisij politična in ne pravne narave. Na nek način se celo strinjam z njo, vendar nikakor ne bi šlo za nikakršno politizacijo, pač pa samo za ugotavljanje dejstev. In preiskovalna komisija se je iz teh navedenih vzrokov znašla v neki absurdni situaciji. Od ministrice vseh odgovorov nismo pridobili, preprečila pa je, da bi podrejeni pričali pred preiskovalno komisijo. Torej se je izpolnilo pričakovanje v obliki odgovorov pred preiskovalno komisijo, da ne pozna vseh podrobnosti in da zaupa svojim podrejenim pa pač žal ni dovolila
pričati. Drugi absurd leži v dejstvu, da so mediji ta spisek podjemnih pogodb dobili na osnovi sklepa sodišča v mandatu 2004 do 2008. Tiskan medij je s spiskom in kopijami podjemnih pogodb razpolagal, preiskovalni komisiji pa je bilo to žal onemogočeno. Preiskovalna komisija se je obrnila na pristojno sodišče, zahtevo, da zaseže zahtevane podatke. Pri tem je prišlo med strokovnimi službami preiskovalne komisije in sodiščem do različnega tolmačenja četrtega odstavka 13. člena zakona. In višje sodišče v Ljubljani se je kljub jasni dikciji zakona pač spustilo v presojo umestnosti zahteve preiskovalne komisije po prisilnem ukrepu, ter jo je sklepom zavrnilo. Sodišče je na ta način poseglo v samo vsebino materije, ki jo obravnava preiskovalna komisija Državnega zbora. Sodišče se je s tem aktom po našem mnenju, po mojem mnenju, postavilo na Državni zbor oziroma delovno telo Državnega zbora, ter ni spoštovalo ustavnega načela delitve ter ločenosti te oblasti. Preiskovalna komisija potem nadaljnjih pravnih sredstev v tej zadevi tudi ni izvajala. Torej, vse to, kar sem zdaj obrazlagal, je strnjeno v 14 točk, ki smo jih ugotovili. In če želite, bi teh 14 točk lahko tudi nekoliko jasneje formuliral. Je pa res, da se bo o vseh teh zadevah še v prihodnje precej govorilo, glede na to, da bomo to poročilo obravnavali tudi še v Državnem zboru in tudi na sami komisiji. Seveda, komisija predlaga tudi 4 sklepe, da jih Državni zbor sprejme. In sicer Vlada Republike Slovenije naj opravi revizijo vseh izdanih upravnih odločb, ki se navezujejo na status tako imenovanih izbrisanih oseb v roku 6 mesecev od sprejema tega poročila. Drugi sklep, Vlada Republike Slovenije izdela analizo in poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o tem, koliko so podatki iz elektronskih evidenc verodostojni kot podlaga za izdajanje upravnih odločb v roku 3 mesecev od sprejema tega poročila. Tretji sklep, Vlada Republike Slovenije poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o vzrokih neupoštevanja podatkov o tako imenovanih izbrisanih iz leta 2002 do leta 2004 pri štetju v mandatu vlade 2008 do 2012 in o vzrokih nestrokovnega in nevestnega dela strani Ministrstva za notranje zadeve ob tem v roku 3 mesecev od sprejema tega poročila. In četrti sklep, končno poročilo se pošlje Vrhovnemu državnemu tožilstvu kot naznanitev suma kaznivega dejanja opravljanja nevestnega dela s predlogom, da se v preiskavi preveri, ali je imelo nevestno delo za posledico oškodovanje državnega proračuna in ali so bili pri nevestnem delu elementi naklepnosti z namenom prikazati število tako imenovanih izbrisanih večje od podatkov, s katerimi je razpolagalo Ministrstvo za notranje zadeve. To so te 4 sklepi, ki bom pač jasno predlagal komisiji, da se jih v potrditev. Mislim, da so te sklepi odraz našega dejanskega dela in tudi odraz pridobljenih dokazov. Zato menim, da na sami komisiji ne bi smelo biti večjih težav s sprejemom tega končnega poročila.